volitvah in ta težava ga bo tako ali drugače spremljala celoten mandat, ne glede na to, kako dolgo bo trajal, pa je vprašanje legitimnosti oziroma nelegitimnosti teh volitev. V stranki, v Slovenski demokratski stranki smo po volitvah zelo jasno opozorili in tudi razložili, zakaj so te volitve nelegitimne. Ponudili smo tudi razumen predlog glede tega vprašanja, predvsem zaradi tega, ker se zavedamo, da država ni v najboljši kondiciji in zaradi tega potrebuje nek politični mir, potrebuje čim širšo stopnjo politične stabilnosti. Žal je bil takrat ta predlog s strani Mira Cerarja nekako mimogrede, tudi na nek posmehljiv način do naše stranke zavrnjen. Stranka bo pač zato delovala tako, kot je v tej izjavi po volitvah napovedala, predvsem pa bo delovala odgovorno do države in njenih ljudi. Za vprašanje politične stabilnosti in ustvarjanja ugodnega političnega okolja pa je seveda najbolj odgovorna stranka, ki bo vlado oblikovala oziroma vodila, in to je stranka Mira Cerarja. Ta stranka se je že pred volitvami, še bolj odločno pa po njih, odločila, da s stranko, ki, če poenostavim, ruši pravno državo, da se s tako stranko nima kaj pogovarjati. Seveda nismo bili deležni nobenega pojasnila o tem, kje in na kakšen način ne bi se tu rušenje pravnega reda s strani Slovenske demokratske stranke dogajalo. Torej, stranka, ki je najbolj odgovorna za stanje v državi, si zato ne sme dovoliti, da se zgodijo nekorektna povabila, ki že vnaprej kažejo na nespoštovanje drugega partnerja, ki naj bi bil v pogovorih sicer enakopraven. Gotovo kaže na nespoštovanje sogovornika nepodpisano vabilo, ki ni naslovljeno na uradnega predstavnika stranke. Predvsem pa se mora stranka, ki nosi največjo odgovornost za državo, izogibati nepotrebne politizacije v primerih, ko gre za resna vprašanja in ko gre za interese države. In pogovori največje in druge največje parlamentarne stranke so gotovo pogovori, ki sodijo med resna vprašanja. Torej, če nam je vsem skupaj v ospredju interes države, potem je seveda potrebno storiti vse, da se nelegitimnost, ki se je zgodila na zadnjih predčasnih državnozborskih volitvah, jutri ali v naslednjih dneh, ne bo stopnjevala. Ne govorim tukaj o tem, ali bo državni zbor potrdil vseh 90 mandatov ali ne, o tem sploh ni vprašanje. Če tega ne bi naredil državni zbor, bi nekaj dni kasneje to isto storilo Ustavno sodišče. O tem sploh ni debate, da so vsi ti mandati, da morajo biti ti mandati v skladu z zakonom in z ustavnim redom potrjeni, ker ni nobenih zadržkov, da se kaj takega ne bi zgodilo. Govorimo o nečem drugem, govorimo o tem, da je potrebno in glede tega pričakujemo, kar je govoril že kolega Jože Tanko, javno opredelitev stranke Mira Cerarja do jutri pred začetkom konstitutivne seje državnega zbora. Govorimo o tem, da je potrebno prenehati z nadaljnimi kršitvami ustavnega reda in zakonov ter vsem 90 poslancem in poslankam, ki so bili na zadnjih volitvah izvoljeni, omogočiti nemoteno opravljanje njihovih nalog. Nobenemu od teh mandatov ni mogoče ustavno-pravno skladno odvzeti, še posebej ne mandata, za katerim stoji največ glasov. Pridružujem se tudi mnenjem številnih ustavnih pravnikov, da je potrebno zagotoviti polno in neovirano izvrševanje mandata Janeza Janše ter prekiniti izvrševanje kazni do dokončne odločitve najvišje sodne instance v tej zadevi, še posebej upoštevaje dejstvo, da so bili tako v pravosodni sferi, kot med številnimi pravnimi strokovnjaki izraženi resni dvomi v zakonitost te politične sodbe. Po grobu tega, kar je bilo povedano, ali pa ne glede na to, kar je bilo povedano, glede, če lahko že danes nekateri zaporniki odprtega oddelka hodijo sami na delo iz zapora in se sami vračajo nazaj, brez da jih prepeljavajo v blindiranih vozilih. Ta privilegij imajo očitno samo nekateri, ki se pišejo Janez Janša. Potem se postavlja vprašanje, na podlagi
katere ustavne in zakonske norme bo politična večina to preprečila edinemu političnemu zaporniku v osrčju Evropske unije? Na podlagi katere? Ustavne ali zakonske določbe? Poleg tega gre, kot sem že omenil, za političnega zapornika, ki je bil izvoljen po tistem, ko so ljudje za to sodbo vedeli, celo več. Celotno volilno kampanjo je bil zaprt v zaporu, ni mogel v njej enakopravno kot vsi ostali kandidatke in kandidati sodelovati, pa je kljub temu prejel največje število glasov, 6116 glasov med vsemi izvoljenimi poslanci v enem okraju. Nekateri so pač kandidirali v dveh in tega ni mogoče seveda primerjati. Torej danes, jutri, predvsem pa v naslednjih dneh, pričakujemo odgovorno in modro ravnanje tistih, na katerih je največja odgovornost.